Lep pozdrav vsem še enkrat. Ura je nekaj minut čez 5, tako da jaz predlagam, da kar začnemo z današnjim srečanjem. Če bo pa kdo prišel kasneje, se nam pa tudi lahko brez težav priključi. Zdaj, naslov današnjega srečanja je spremembe operacije VTR v letu 2022. Dali smo mu podnaslov Slovenski kmetje za ohranjanje kosca. Mogoče uvodoma samo ena prošnja. Glede na to, da smo na video klicu, bi prosila, se vidim, da imate več ali manj vsi izklopljene mikrofone, da v bistvu med samo predstavitvijo so mikrofoni ugasnjeni, zato da pač nas različni zvoki ne bodo motili pri sami predstavitvi. Boste pa seveda potem v nadaljevanju, ko bo čas za diskusijo, toplo vabljeni, da se tudi pokažete, prižgete mikrofone in tudi kaj v živo poveste, komentirate, mogoče zastavite kakšno vprašanje, izpostavite kakšno dilemo in tako naprej. Zdaj, moje ime je Mateja Žvikart, jaz prihajam iz Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Mi na zavodu pravzaprav smo se kar nekaj let trudili, da bi uspeli ukrep za ohranjanje kosca, ki je bolj poznan pod kratico VTR, se pravi kot KOPOP ukrep za ohranjanje vlažnih travnikov, da bi ga v bistvu pač spremenili oziroma dosegli določene dopolnitve. Zaradi tega, ker seveda redno spremljamo samo izvajanje ukrepa, ne samo po površinah, se pravi, na koliko hektarjih se ta ukrep izvaja, ampak redno v bistvu zelo pozorni smo tudi na vse morebitne težave, ki se pri izvajanju pojavljajo. No, in v zadnjih letih smo nekako identificirali dve večji težavi. Prva pravzaprav je povezana z širjenjem invazivnih tujerodnih rastlin zaradi predpisane pozne košnje, prve pozne košnje v tekočem letu, ki je seveda potrebna za to, da se ohranja zarod kosca, tega ptiča, ki mu je ukrep tudi namenjen. Ampak po drugi strani seveda ta pozna košnja lahko na nekaterih območjih povzroča kar precejšnje težave, zaradi tega, ker pač je datum rabe tako pozno postavljen, da invazivne tujerodne rastline brez težav cvetijo, semenijo in se seveda razširjajo naprej. In smo želeli v bistvu nasloviti to težavo. Po drugi strani pa seveda smo želeli tudi ukrep narediti še bolj ciljen, kar se tiče izvajanja. To pa pomeni, da pravzaprav bi si želeli ta območja, kjer je izvajanje ukrepa potrebno in smiselno, še bolj jasno, še bolj ciljno pravzaprav določati. In to sta bila pravzaprav tudi dva glavna razloga, da smo pač želeli doseči te spremembe. Zdaj, lahko verjamete, da je bila tematika zelo kompleksna, tako da je bilo treba pripraviti kar en projekt, v katerem smo vse te težave potem poskušali rešiti. In leta 2020 nam je uspelo uspešno kandidirati na razpisu za EIP projekte, to je v bistvu gre za projekte, ki se izvajajo v okviru ukrepa sodelovanje. In pri v bistvu oblikovanju teh sprememb, to je mogoče pomembno za poudariti, nismo sodelovali samo naravovarstveniki, pa strokovnjaki za ptice, se pravi ornitologi, ampak ste aktivno pri spremembah sodelovali tudi kmetje in pa kmetijski svetovalci. Zdaj, ta projekt se je zaključil leta 2021, rezultat je pravzaprav popolnoma prenovljen ukrep VTR. In tukaj moram res pohvaliti tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je takoj po končanju projekta, ko so bili znani rezultati, se pravi, ko je bilo znano, za kakšne spremembe gre, stopil v akcijo in v relativno kratkem času uspel izpeljati vse formalne postopke z Evropsko komisijo, da je tudi Evropska komisija potrdila te spremembe.
Tako da pravzaprav nekih zadržkov, zakaj se ukrep v prenovljeni obliki ne bi začel izvajati leta 2022 ni več. Tako da mi smo zelo veseli, da je do tega prišlo, da lahko v bistvu vam danes vse te spremembe predstavimo, zaradi tega, ker gredo v smer predvsem bom rekla, olajšanja izvajanja vam kmetom na eni strani in hkrati v bistvu so spremembe tako oblikovane, da ne škodijo populaciji kosca. Tako da v bistvu pravzaprav imamo neko zmagovalno kombinacijo, kjer sta zadovoljni obe strani. Kot rečeno, v bistvu ta dogodek, danes to srečanje je namenjeno, da vam predstavimo vse te spremembe. In vse te, bom rekla, promocijske ozaveščevalne aktivnosti zelo dobro, bom rekla, povzemajo tudi glavni namen drugega projekta, ki se zdaj izvaja, to je pa projekta IP Life, kjer je pravzaprav eden glavnih ciljev izboljšati stanje evropsko ogroženih vrst in pa habitatnih tipov. In kosec je zagotovo ena izmed takih vrst, ki je v evropskem merilu ogrožena in pač potrebuje neko zelo aktivno in učinkovito varstvo. Zdaj od projektne ekipe IP Life, danes tukaj nisem sama, z mano je sodelavka Nastja Kosor. Ona je pravzaprav bila vodja projekta, ja, Nastja je malo pomahala, da vidite, kdo je. Skratka, ona je v bistvu vodja projekta bila, kjer so se vse te spremembe, bom rekla, dorekle oziroma oblikovale, tako da je absolutno najboljši možen sogovornik, da odgovori na vsa vaša mogoče vprašanja ali pa dileme, ki jih imate. Z nami je pa seveda tudi Vesna Stanič iz zavoda Štirna. Jaz bi rekla, da je ona kar komunikacijska strateginja, ki bo danes poskrbela ne samo, da bo ta dogodek komunikacijsko tekel kot po maslu, ampak tudi skrbi za vso tehnično podporo tega dogodka. Mogoče za konec samo še par besed, kako smo si zamislili, kako bo to srečanje potekalo. Se pravi, kot rečeno, zdaj po teh uvodnih besedah vam bo Nastja predstavlja vse ključne spremembe tega ukrepa, ampak v bistvu ni mišljeno, da v bistvu pravzaprav sama govori, tako da ste zelo toplo vabljeni, da pri tem tudi vi aktivno sodelujete. Zdaj, če se vam bo že med samo predstavitvijo utrnila kakšna misel ali pa kakšno vprašanje ali kakorkoli, lahko v chat, to je v bistvu tisto oblaček tle od spodaj na dnu ekrana, lahko v bistvu zapišete to vprašanje, misel, dilemo in tako naprej in bomo potem v bistvu na ta vprašanja odgovorili ob koncu predstavitve. Tisti, ki pa mogoče raje postavljate vprašanja v živo, pa tudi v bistvu boste povabljeni k besedi potem, ko Nastja konča za predstavitvijo. Tako da časa je dovolj. Želimo si pravzaprav, bom rekla, takega aktivnega in dinamičnega srečanja, kjer v bistvu je vsako vprašanje več kot dobrodošlo in se bomo vsi potrudili, da nanj pač odgovorimo. Tako da toliko mogoče za uvod, zdaj pa Nastja, tebi predajam besedo naprej. Ja, hvala za besedo in lep pozdrav vsem prisotnim. Torej, kot je povedala kolegica Mateja, bi najprej pogledali eno predstavitev vseh sprememb operacije VTR, ki torej stopajo v veljavo že z letošnjim letom 2022. Ta predstavitev je v bistvu pripravljena v obliki najpogostejših vprašanj in odgovorov. Nekatera smo že prejeli strani kmetov, kmetijskih svetovalcev in zato smo jih vključili ta dokument, ker se nam zdijo pomembna. Tako da zvabljeni pa, da seveda tudi sami postavljate svoje vprašanja ali v chat ali pa potem na koncu v živo. Torej, če kar začnemo, najbolj pogosto vprašanje morda sem že vpisan v VTR ali se zame kaj spremeni. Torej, vsi kmetje morate v letu 2022 v okviru daje zbirne vloge za leto 2022 oddati zahtevke za operacijo VTR. Torej, kdaj se začne izvajati dvostopenjski VTR? Začne se izvajati že letos, v letu 2022.
Tisti, ki ste v ukrep že vključeni, lahko obveznosti podaljšate za 1 leto. Vsi tisti, ki pa ste na območjih potencialnega vpisa VTR, pa še niste vpisani v ukrep, se lahko v ukrep na novo vključite tudi v letu 2022. Obveznost traja 1 leto, saj se potem z naslednjim letom 2023 začne novo obdobje skupne kmetijske politike. Tako da v bistvu letos je eno tako dobro obdobje, ker obveznost traja 1 leto, tudi če še niste vpisani v ukrep, vas lepo vabimo, da se vpišete in v bistvu v tem 1 letu preizkusite izvajanje tega ukrepa. Torej, kaj je v bistvu dvostopenjski VTR? V bistvu dvostopenjski VTR določa 2 možna datuma prve košnje. In sicer na površinah, kjer je kosec v tekočem letu prisoten, je košnja dovoljena od 1. avgusta tekočega leta dalje. S tem se v bistvu zagotavlja koscu uspešno gnezdenje. Na površinah, kjer pa kosec v tekočem letu ni prisoten, pa je dovoljena zgodnejša košnja od 10. 7. tekočega leta dalje. In v bistvu vsako leto vpisa v ukrep dobite obvestilo oziroma dopis strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, kjer vas bojo za vsak vaš vpisan GERK obvestili, kdaj ga lahko kosite. Torej, vsako leto, glede na podatke kosca, vi prejmete dopis, s katerim ste obveščeni, kdaj pokosite določen GERK. Ali je to 1.8. ali je to 10.7. Nov ukrep VTR je delno rezultatski in zdaj bi na kratko razložila, kaj pomeni to, da je ukrep delno rezultatski. Sedajšnji VTR, ki ste ga izvajali, je bil upravljalski ukrep, kar pomeni, da so bile predpisane določene zahteve ravnanja, ki ste jih morali izvajati. To je bila pozna košnja, brez gnojenja, brez paše, obvezen način izvajanja košnje. In te zahteve ste morali izvajati in v bistvu kontroliralo se je pravilno izvajanje teh zahtev. Pri delno rezultatskem ukrepu gre pa za ukrep, ki je po eni strani upravljalski, torej da so določene zahteve ravnanja, torej čas košnje, obvezen način košnje in druge zahteve, ki jih morate torej izvajati in se kontrolirajo, ampak so tudi določeni nekateri cilji, ki jih lahko dosežete in v primeru doseganja teh ciljev prejmete še dodatno plačilo. Tako da novi ukrep VTR postaja upravljalski, na njega pa se veže tudi rezultatski del, o katerem bi malo več povedala tudi v nadaljevanju. Zdaj bi si pogledali naslednjo razpredelnico, kjer so navedene glavne spremembe pri ukrepu VTR. Torej, najprej sam upravljalski del. Obvezne zahteve so čas košnje, do sedaj je bil ta opredeljen od 1.8. tekočega leta dalje. Sprememba je ta, da je košnja dovoljena ali od 1.8. ali od 10.7. dalje, glede na prisotnost kosca. Način košnje ostajata 2 načina, ki sta bila v veljavi že do sedaj, torej od ene strani travnika proti drugi ali od sredine travnika navzven. Novost v letošnjem letu pa je tudi način s spuščanjem nepokošenega rešilnega otoka. O tem načinu košnje bi malo več povedala v nadaljevanju. Gnojenje, paša in mulčenje ostajajo prepovedani tudi v letošnjem letu. Kot izbirna zahteva pa ostaja nepokošen pas, ki še vedno obsega od 5 do 10% površine. Je pa razlika ta, prej je bilo predpisano, da se mora nepokošeni pas pokositi v naslednjem letu od 1. avgusta dalje. Sedaj pa v bistvu se mora nepokošeni pas pokositi v naslednjem letu od 1.8. ali 10.7. dalje, glede na dopis, ki ga prejmete s strani agencije v naslednjem letu. Novost je tudi rezultatski del, ki se torej izvaja pri tem ukrepu, poleg samega upravljalskega dela, ki ga bi tudi malo bolj podrobneje opisala v nadaljevanju. Katera so območja Natura 2000, na katerih je dvostopenjski ukrep VTR mogoče izvajati? Območja potencialnega vpisa ostajajo enaka, torej v bistvu na vseh območjih, kjer se je VTR izvajal do sedaj, je možno izvajati tudi dvostopenjski VTR, kar pomeni, da tukaj ni prišlo do nobenih sprememb.
Kako se vključite oziroma kako izvajate novi VTR? Torej, za začetek vstopite oziroma podaljšate izvajanje VTR-ja. Ob opisu morate za vsak GERK opredeliti način košnje, ki ga boste izvajali. Sedaj so torej možni 3 načini. Potem vsako leto izvajanja ukrepa počakate na obvestilo strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, kjer boste izvedeli, kdaj lahko pokosite določen GERK. Potem izvajate ukrep, v bistvu upoštevate vse obvezne zahteve in pa tudi izbirno zahtevo, kolikor se za njo odločite, in pa vsako leto prejmete plačilo za upravljalski del ukrepa in pa tudi plačilo za rezultat, kolikor ga v tekočem letu dosežete. Kako boste vedeli, kdaj pokositi kateri GERK? Kot sem že prej omenila, boste vsako leto vpisa v ukrep prejeli dopis strani agencije, v katerem bo navedena spodnja tabela, kjer boste torej za vsak vaš GERK z domačim imenom videli, kdaj je dovoljena košnja. Torej, v desni strani razpredelnice vidite košnja dovoljena od 1.8. ali 10.7. dalje in za vsak vaš GERK pogledate, kdaj imate v tekočem letu dovoljeno košnjo. Dopis torej prejmete konec meseca junija in potem lahko košnjo izvedete 10.7. ali 1.8. glede na vsebino dopisa. Ali je mogoče, da boste morali nekatere GERKe kositi od 10.7., nekatere pa od 1.8. dalje? Da, to je mogoče. Da boste točno vedeli, katere GERKe kdaj kositi, se ponovno osredotočite na to tabelo, ki jo dobite, kjer bo torej za vsak GERK naveden čas košnje. Večje GERKe imate možnost razdeliti na poline. To v bistvu lahko storite pri GERKih, ki so večji od 1 hektar in pri razdelitvi polin mora biti posamezna polina večja od 0,3 hektare. In v letnem dopisu boste v tem primeru dobili navedeno, kdaj lahko kosite določeno polino. Torej ali od 10.7. ali od 1.8. dalje. Ampak tukaj bi res opozorila, da tukaj to je smiselno le za res velike GERKe, ki omogočajo delitev na različne poline. Med katerimi načini košnje lahko izbirate? Izbirate lahko med 2 že obstoječima, torej od sredine travnika navzven ali od enega roba travnika proti drugemu. Sedaj pa je tudi še ena možnost, ki jo lahko izvajate, torej od zunanje strani travnika proti notranjosti, kjer v notranjosti pokosite nepokošen del trave v obliki rešilnega otoka. Enega izmed teh 3 načinov košnje morate izvajati ne glede na datum košnje, morate hraniti skice o načinu košnje in pa zabeležiti vsako delovno opravilo v evidenci delovnih opravil. Če si malo bolj natančno pogledamo način košnje s puščanjem nepokošenega otoka, torej vidite spodnjo skico, košnja poteka od zunanjega roba proti notranjosti in na sredini se pusti nepokošen rešilni otok, ki na najožjem delu meri najmanj 10 do največ 20 metrov. Ta rešilni otok morate pokositi v tekočem letu, a ne prej kot 3 dni po košnji glavnine travnika. Torej, najprej pokosite glavnino travnika, potem pustite ta nepokošen otok najmanj 3 dni in potem ga lahko pokosite, najkasneje do 15.10. Pomembno je še to, da nepokošen rešilni otok pustite samo ob prvi košnji v tekočem letu in pa da, kot sem že prej omenila, hranite skice z orišanim načinom košnje in pa nepokošenim rešilnim otokom. Pri tem načinu košnje bi omenila še to, da ta način košnje je res primeren samo za velike GERKe, ki dejansko omogočajo, da izvedete košnjo od zunanjega roba proti notranjosti in da pustite ta nepokošen del trave v določenih velikostih, kot sem jih prej navedla. Tako da to je res primerno samo za velike GERKe. Torej, še enkrat vprašanje, če lahko vpišete način košnje z nepokošenim rešilnim otokom na katerem koli GERKu. Torej, izvedljiv in primeren je ta način samo za velike GERKe, kjer torej lahko izvedete košnjo na ta način
in da pustite rešilni otok v teh zahtevanih velikostih. Ali je kakšna sprememba pri izbirni zahtevi nepokošen pas? Pri tej izbirni zahtevi se spremeni datum, ko je treba uporabiti košnjo nepokošenega pasu v naslednjem letu. Torej, nepokošeni pas se mora pokositi v naslednjem letu od 10.7. oziroma od 1.8. dalje, glede na to, kaj bo pisalo v dopisu strani agencije v naslednjem letu. Ali je ukrep bolj zahteven za izvajanje kot stari VTR? Ukrep ni bolj zahteven, saj so v bistvu obvezne zahteve enake. Izjema sta dva možna datuma prve košnje in pa ta dodatni način košnje, ki ga lahko izvajate, kar je v bistvu samo prednost, saj imate sedaj več izbire. Nov ukrep je lahko celo privlačnejši za izvajanje, saj boste del površin morda lahko pokosili že po 10.7., ukolikor pa boste kosili od 1.8. dalje, pa boste prejeli še plačilo za rezultat, torej plačilo za prisotnost kosca. O teh zneskih za rezultat boste vsako leto obveščeni z odločbo za ukrep KOPU. Torej, zdaj pa, če bi se malo bolj osredotočili na to doseganje rezultata, torej na rezultatski del ukrepa. Torej, kdaj prejmete plačilo za doseganje rezultata? Rezultat dosežete takrat, ko je na vaših površinah prisoten gnezdilni ali prehranjevalni habitat kosca. Plačila se delijo glede na to, koliko je vaša površina oddaljena od pojočega samca kosca, in pa plačila se seštevajo, če je na isti površini prisotnih več koscev. Če boste imeli za določen gerk dovoljen čas košnje od 1.8. dalje, boste vedeli, da je bil na tem gerku v tekočem letu kosec in boste prejeli še plačilo za rezultat. Kako bodo spremljali rezultat? V bistvu vse izračune za rezultatski del bo vsako leto izvedla in pripravila agencija na podlagi rezultatov popisa kosca in vi boste vsako leto obveščeni o zneskih, torej za rezultatski del z odločbo za ukrep KOPU. Kako boste vedeli, da je na vaši površini kosec? Ali morate vi spremljati, kje so kosci? Ne, vam ni treba spremljati, ali so na vaši površini kosci. O času košnje boste vsako leto obveščeni, torej z dopisom strani agencije, in ponovno, če boste morali kositi po 1.8., boste vedeli, da ste imeli v tekočem letu na svojih površinah kosca. Ali dobite plačilo tudi, če na vašem gerku ne bo kosca v letu? Torej, vsi, ki izvajate ukrep VTR, prejmete plačilo za upravljalski del ukrepa. Torej, za izvajanje košnje po 1.8. ali 10.7., brez gnojenja, paše in mulčenja in za obvezen način izvajanja košnje. Torej, to plačilo prejmete neodvisno od prisotnosti kosca. Poleg plačila za upravljalski del pa lahko prejmete še plačilo za doseganje rezultata, kolikor je seveda kosec v tekočem letu prisoten na vašem gerku. Kakšna so plačila za rezultat? Plačila za rezultat se delijo v 3 stopnjah, kar prikazuje spodnja skica. Prva stopnja plačil je za prisotnost prehranjevalnega habitata kosca, to je v bistvu neko širše območje okoli pojočega samca, kjer se kosci prehranjujejo. Druga stopnja je plačilo za prisotnost gnezdilnega habitata kosca, to je v bistvu ožje območje okrog vsakega samca, ki ga prikazuje ta temna zelena barva in v bližini katerega si bo samica najverjetneje naredila gnezdo. Tretja stopnja plačil je pa za območja, kjer pride do zgostitve prehranjevalnih in gnezdilnih habitatov več koscev, torej na tistih območjih, kjer se na majhni površini nahaja več različnih posebkov. Kako uspešno upravljati travnike za kosca? Torej, vključite se oziroma izvajate operacijo VTR. Na vašem travniku ne izvajate nobenih osuševalnih aktivnosti, vzdržujete ali po možnosti povečujete delež požno košenih travnikov, morda tudi sodelujete z upravljalci sosednjih površin in skupaj povečujte delež požno košenih travnikov.
travnikov ne gnojite, trave ne silirajte, puščajte nepokošen pas, ki predstavlja v bistvu ob košnji tudi kasneje neko pomembno zatočišče za številne travniške vrste. Na travniku preprečujte zaraščanje in pa redno odstranjujte invazivne tujerodne vrste. Kakšno bo finančno nadomestilo novega ukrepa? Torej, plačilo za upravljavski del ukrepa se razlikuje glede na to, kateri način košnje izvajate. Torej, če izvajate način košnje od sredine travnika navzven ali od enega roba travnika proti drugemu, je plačilo 349 evrov na hektar letno. Ukolikor pa izvajate košnjo s puščanjem nepokošenega rešilnega otoka, pa je plačilo 386. Tukaj bi ponovno opozorila, da čeprav je pri teh plačilih neka razlika, je ta način košnje s puščanjem nepokošenega otoka res primeren in izvedljiv le za velike gerke, ki to omogočajo. Torej, plačilo za upravljavski del ukrepa, kot sem prej omenila, prejmete vsi, ki ukrep izvajate, in pa plačilo prejmete za celoten gerk, na katerem izvajate ukrep. Poleg plačila za upravljavski del pa je možno dobiti tudi plačila za rezultat, ki se delijo v 3 stopnjah, torej za prehranjevalni habitat, gnezdilni habitat in pa zgostitve populacije. Za prvo stopnjo je plačilo 151 evrov na hektar letno, za drugo stopnjo 359, za tretjo pa od 300 do 660 evrov. Pri tretji stopnji je odvisno glede na to, za kakšno stopnjo prekrivanja na vaših površinah gre. Torej, pri rezultatskem delu ukrepa bi omenila še to, da v bistvu plačilo prejmete le tisti, ki dosežete rezultat v tekočem letu, in pa da plačilo prejmete le za tisti del gerka, ki doseže rezultat. O zneskih za rezultat boste vsako leto obveščeni z odločbo za ukrep OPOP strani agencije, tako da boste vsako leto tudi vedeli, kakšno bo vaše plačilo za rezultat, medtem ko za upravljavski del, kot sem že omenila, boste prejeli vsako leto plačilo in boste torej že vedeli, kakšen bo letni znesek. V bistvu s tem smo prišli do konca teh najpogostejših vprašanj, tako da jaz bi vas zdaj povabila k postavitvi vprašanj, da še kaj razjasnimo, še kaj dodatno povemo, oziroma če ste že kaj napisali v chat, da odgovorimo na ta vprašanja. Ja, hvala, Nastja, za tole predstavitev. V chatu zaenkrat ni še nobenega vprašanja ali pa komentarja. Tako da ja, vabljeni v bistvu, da ga postavite v bistvu v živo. Tako da kar lahko se prižgete kamero oziroma se oglasite, pa kaj vprašate, kaj pokomentirate. Bi mogoče želeli, da je bilo kaj prehiter ali pa mogoče nerazumljivo povedano, da si tisti slajd še enkrat pogledamo. Zdaj, če zaenkrat ni, bi mogoče jaz imela eno vprašanje oziroma tako, omenjeno je bilo, Nastja, da se bo izvajal nek monitoring kosca. Če mogoče lahko kaj več besed poveš o tem monitoringu, kaj to je, kako se izvaja in kako bo agencija v bistvu potem dobila te podatke in potem ta krog, kako bo agencija obveščala kmete, tako mogoče, tako kot neko zanko, če malo pojasniš še dodatno. Ja, torej vsako leto se izvaja monitoring kosca, kjer v bistvu izvajalci monitoringa natančno popišejo vse lokacije pojočih samcev in v bistvu na podlagi teh podatkov se potem vsako leto določijo površine, ki se kosijo zgodaj in tiste, ki se kosijo pozno. Zdaj v bistvu izvajalci tega monitoringa, torej vsako leto podatke o prisotnosti kosca posredujejo na agencijo. Oni v bistvu naredijo preseke z vsemi gerki, ki so vpisani v VTR in potem pripravijo te dopise, o katerih sem prej govorila, kjer torej v bistvu vse izvajalce ukrepa obvestijo, kdaj lahko kosijo določen gerk. Tako da vi pričakujete dopis vsako leto proti koncu junija
in takrat ste v bistvu obveščeni, kdaj lahko posamezen grm kosite. Tako da v bistvu vsako leto potem tudi izveste, ali ste imeli na površinah kost ali ne, in pa glede na to potem tudi prejmete plačilo za rezultat. Tako da v bistvu ta monitoring kosta, ki se izvaja, je nekako podlaga za določanje teh površin za pozno košnjo in pa tudi površin za določanje rezultata.